Lep pozdrav iz Strasbourga. V Evropski parlament so bile ta teden oči evropske in tudi svetovne javnosti uprte predvsem zaradi odločanja o akti, mednarodnem trgovinskem sporazumu proti ponarejanju. Sam sem glasoval proti sporazumu zaradi pomanjkanja zagotovila, da s sprejetjem tega dokumenta ne bodo kršene splošne pravice uporabnikov interneta. Ker Evropski parlament ne more spreminjati posameznih členov, smo sporazum v celoti zavrnili. Seveda pa problem ponarejanja piratstva, ki EU povzroča milijardno škodo, ostaja in ga bomo morali v prihodnje razrešiti, da bomo med drugim ustrezno zaščitili pravice intelektualne lastnine. Nejasnosti in različne interpretacije pa so povezane tudi z nedavnim zasedanjem Evropskega sveta in sprejetimi sklepi. Predsednik Barroso, kakor tudi predsednik Schulz, oba sta se zavzela za večjo vlogo Evropskega parlamenta pri oblikovanju sklepov sveta v prihodnje. Poleg tega je beseda s predstavniki obeh inštitucij tekla še o nezakonitih mejnih kontrolah znotraj šengenskega območja. V teh dneh je predsedovanje Evropske unije prevzel Ciper. Njegove 4 prednostne naloge so učinkovitejša in vzdržna Evropa, boljše in rastoče gospodarstvo, solidarnost in socialna kohezija ter Evropa v svetu, bližja svojim sosedom. Žal pa Ciper priteguje pozornost tudi zaradi ekonomsko-finančnih težav in že na začetku je veliko pomislekov o tem, ali bodo tokrat kos svoji nalogi. Poleg akte, ki je bila torej skoraj soglasno zavrnjena, je bil na dnevnem redu še eden pomemben zakon z tega področja, ki ureja enotni patentni sistem. Tudi tega nismo sprejeli, ampak smo ga prestavili na september. Ugotovili smo namreč, da novela, star zakon je star že 30 let, močno zmanjšuje vlogo Evropskega sodišča v sporih o patentih. Sicer je osnovni namen novega zakona v tem, da omogoča prijavo patenta na enem mestu kjerkoli v Evropski uniji. S tem naj bi zmanjšali stroške, ki so danes v Evropi 3-krat višji kot v ZDA. Končni cilj enotnega patentnega sistema je boljša konkurenčnost evropskega gospodarstva in tako želena delovna mesta. Več konkurence pa je potrebno tudi v železniškem sektorju. In nova direktiva po našem mnenju to spodbuja. Z njo se ločuje prevozniška dejavnost od infrastrukture. S tem naj bi omogočili, da se lahko pojavijo tudi novi ponudniki storitev, ki bi uporabljali infrastrukturo pod primerljivimi pogoji. Države lahko javna sredstva še zmeraj namenjajo za razvoj in financiranje infrastrukture. Ne smejo pa seveda financirati nacionalnih prevoznikov, če jih to postavlja v boljši položaj v primerjavi z tekmeci. Še skok k cestnemu prometu. Poslanci predlagamo obvezno uvedbo tako imenovanega e-cola v vse nove avtomobile do leta 2015. Gre za sistem, ki ob nesreči avtomatično pokliče reševalce. Omogoča hitrejšo prvo pomoč, s čimer bi lahko zmanjšali število smrtnih žrtev in zahtevnost poškodb. Nekateri proizvajalci avtomobilov ta sistem danes že ponujajo, a je še premalo razširjen. Zaradi vseh prednosti parlament meni, da bi moral biti obvezen. Za boljšo varnost v cestnem prometu je pomemben tudi boljši nadzor nad tovornjaki in vozniki. Poslanci smo predlagali, da naj bodo tovornjaki opremljeni z bolj izpopolnjenimi tahografi. Hkrati pa je treba zagotoviti boljša in ustrezna sredstva in pogoje dela tudi policistom in tistim, ki izvajajo nadzor nad spoštovanjem predpisov. Toliko za danes iz Strasbourga.